Prejeli smo sveti zakrament Tvojega Sina in izpovedali vero v enega Boga v treh osebah. Naj to praznovanje posveti vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu. Še oznanila za teden, ki je pred nami. Jutri po sveti maši bo srečanje molitvene skupine Beseda življenja. V torek je sveta maša ob 17. uri. In to je zahvalna sveta maša ob koncu veručnega leta in tudi podelitev veručnih spričeval. V četrtek obhajamo slovesni zapovedani praznik svetega rešnega telesa in rešne krvi. Sveta maša bo zjutraj ob 8. in zvečer ob 19. Po sveti maši, zvečer ob 19. bo procesija z Najsvetejšim in na zvenici pod Marijinim domom tudi blagoslov pri 4 oltarjih. Otroci pa ste povabljeni, da za ta praznik naberete travniške cvetove in lahko potresete pred vsakim oltarčkom, da bo lep prostor, kamor Jezus prihaja. Četrtek in petek sta prva dneva v mesecu, zato bo tudi dopoldan obisk starejših in bolnih na domu. Sobota, prva sobota v mesecu, molitev rožnega venca bo pred sveto mašo pred Najsvetejšim in vmes premišljevanje na fatimski način. Sedaj po sveti maši boste tudi povabljeni v darovanju in ko boste prihajali tu proti zakristiji, boste prejeli tudi zgibanko o blagoslovu obnovljenih klopi in tudi novega ogrevanja. Ko so ta dela dokončana, pa je tudi prav, da povem, kako so stroški, kako so stvari postavljene. Pogrevana, ki so konvektorji, lamelni, aluminijaste lamele na bakrenih cevih, po vseh klopeh in sedežih tu spredaj, so v vrednosti 3300 evrov. Vsa dela, inštalacije, material je tudi 3300 evrov, zato je to tako nizka cena, ker je plinski kotel za ogrevanje podarjen, tudi radiator v zakristiji je podarjen in vsa dela, ki so narejena, so skoraj narejena brez računa, tako nekako za ta naše župnije. Zato smo lahko prišli s tako nizko postavko. Potem, kar se tiče plinske kotlovnice, montaža, dimnik, prehod skozi ostrešje, trenutno napeljava še iz plinskega zalogovnika cisterne je v vrednosti 2000 evrov. Obnova klopi. Material, ves material je hrastov les, prej je bil smrekov zapor, lege ob stranskih delih. Material, delo je skupaj v vrednosti 9500 evrov. Veliko dela je bilo upasovanje tramov za vsako klop posebej. V pomoč je sicer bil star tram, da se je vsaj deloma dal izrez pridobiti, potem pa vse na mestu
ročno delo za vsako klop posebej. Tisti, ki ste v izdanskem delu, kar malo poznate, koliko je to dela, ker se ne da nastroj, ampak vse gre človeška roka. In prilagajanje tukaj v cerkvi, tam, kjer je tudi vgrajeno. Tako da skupni stroški, vse obnove in novih stvari, nekaj več od 18 000. Ampak tukaj je še veliko prostovoljnega dela, pripravljalnih del, koliko ur je tukaj vloženih, ki niso obračunane, Bog jih zapiše. Koliko drugih stvari, že ko boste prihajali samo cvetje, takega cvetja ne bilo cerkvi v Sloveniji, kot so tele rožice. Pa hvala vam tudi za pogostitev, ki ste jo pripravili, da lahko skupaj praznujemo. In tudi hvala folklorni skupini, ki je danes pred nami in lahko tudi našo slovesnost povzdigne. Pa smo tudi slišali pritrkovalce pred sveto mašo in še zdaj jih bomo. Naj bo res naša pesem veselja v hvaležnosti za vse to, kar imamo. 500 let je dolga doba in Bog ve, koliko generacij pred nami je skrbelo za tole cerkev, zato da lahko mi danes skrbimo za njo. Največja zahvala gre našemu gospodu župniku, da res lepo skrbi za njo, da je udobno nam in bo še našim zanamcem. Hvala, gospod župnik. Svet je ravno tako, kot je tukaj spredaj pred oltarjem. Za tega pa ne vem, tudi tam. Poklone, hvala vam in naj bo res krasni praznik Svete Trojice povabilo za nas, da bi bili vedno čim bolj Bogu podobni. Zato ga prosimo tudi za blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.